Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes, kot piše na naslovu, bomo delali review oziroma oceno in pa testiranje, pač demonstriranje uporabe Carbon Coco. Pred kakim 2 mesecoma me je Carbon Coco kontaktiral, če bi posnela video oziroma da mi oni pošljajo stvari in potem jaz testiram in naredim video. Pa prvo sem rekla ja, potem sem čula neke slabe stvari o teh prahih in pa sem jih vprašala, mislim, jaz sem rekla, da jaz nočem tega delati, če je to lahko nevarno. In oni so meni rekli, da mi zagotovijo, da to ni nevarno za tebe, pač za tvoje zobe. Teda jaz ne vem, če je to 100%, ampak se zdi, da neko podjetje se ne more lagati, da je neka njihov produkt varen, če ni. Razumete? Teda ja, gremo v video. Prvo bom v bistvu vam pokazala, kako se to naredi. V kozarcu imam vodo, tu imam zobno ščetko, ki pride zraven. Prvo namočiš noter v vodo, tu imam prah, ki ga odprem, da se ne bo kaj raztreslo. Prahec odprem, ščetko vzamem ven, jo malo tresem, jo pomočim noter, tudi to sem jaz malo vedno tresla in pa začneš po zobah. Ok, torej zdaj sem si šla zobe splahniti in pa za na konec še daš zobno pasto, ki vidite, da sem že kar porabila, gor in si zobe omiješ in je potem to. V zvezku imam napisano vse podrobnosti o tem. Prav tako, to še vam moram povedati, jaz sem njim rekla, da naredila review, v vsakem primeru, pa če mi je všeč ali pa ne, pa so rekli ok. Tudi rekli so mi, da če naredim oceno oziroma review v roku 4 dneh, mi oni pošljajo še en paket za mene ali pa za giveaway, ampak pač jaz sem dejansko hodila to sprobati in zato snemam zdaj to po 2-3 tednih, ko sem dobila, tako piše, da deluje od 7 do 14 dni in se pač meni zdi čudno, da bi jaz to delala po 2 dneh, če sem enkrat uporabila. Torej gremo. Prvič, imam tu zapisane stvari in opombe. Prvič, ko sem si zobe umivala, je bilo vse super. Pač zobi potem, da si s tem pereš, so ful čisti, tako da prav škripajo. Mislim, da dejansko se ti v usti zdi, da je ful čisto. Prva stvar, torej, potem, da je ful čisto. Zobna ščetka. Jaz imam res ful občutljive dlesni in ko sem začela to uporabljati prvi dan, prvih par dni so mene dlesni tako bolele, pač vse sem imela zaotečeno, ampak to je vedno, zato jaz ne uporabljam trdih zobnih ščetk. Tu, ko sem si tako zadaj umivala, mi je bila zobna ščetka ful fajna, tako še Luka sem rekla naj proba, ker je bila ful vrej, ampak pač po sprednjih delih dlesnih, tu sem imela vse zaotečeno. Ampak jo še vedno uporabljam, pa je že 3 tedne in mi je zobna ščetka ful fajn, res mi je, pač mislim, da je z bambus, ne vem, nisem je. Pač zobna ščetka mi je zdaj res ful vrej, ampak če imaš občutljive dlesni, se morajo prav navaditi, kar je logično. In zato jaz nikoli nisem uporabljala trših zobnih ščetk, ampak to tam je res super. Ta zobna ščetka je top, edino na začetku, če imate občutljive dlesni, bo malo težava. Ampak še vedno lahko uporabljate drugo zobno ščetko, se ni obvezno ta zobna ščetka. Potem ta črno oglje nima okusa, sploh ne, pač tega je bilo najbolj strah, ker jaz sem ful občutljiva glede tega in ga nima. Tota zobna pasta pa ima ful dober okus, tak minti. A ja, by the way, tudi to je črno. Ko pa daš v ustah, pa se spremeni v tako belo-sivo, odvisno kak fejs tribaš. Včasih belo, včasih pa tako sivkasto. Kar je ful zanimivo, glede to je črna in punč pukneš pa je belo. Torej ja, potem drugi dan sem si jo pravila, še bilo tudi v redu, ampak so mi dlesni, so me začele boleti in potem po 3 dneh so se mi ful zataknilo ogljeno pod dlesnimi. Upam, da imam video, ker vem, da sem snemala, sem vlogala te stvari, ampak me je strah, da sem si pomotoma zbrisala, ker sem rabila prostor. Teda to nisem ziher, če je, ampak če bom insertala tukaj klip in se je pač videla, da sem imela zadaj črno. Kar je bilo kar faced in potem sem si pač z nitkanjem ven dobila, ampak se mi je recimo čez noč, preden sem šla spat, mi je še vseeno malo ven pogledalo. In sem sčistila, kar pač je lahko problem, če to delaš recimo zjutraj, samo tako piše, da moraš oglje uporabljati zvečer.
Tako da ja, teda pač meni to ni povzročalo ne vem kakih težav. Ni bilo glih prijetno, da ima zadaj črna, ampak sem pa tak, ok, bom probala. Zdaj se mi še včasih kaj zatakne, se mi zdaj vsaki dan, odvisno koliko ogledam tudi not. Če ga malo tresem, pa si umijem, tako zdaj nimam nič za zobami. Če pa dam ful ga, te pa se mi kar nabere in moram ga ven sčistiti. To je ena stvar, s katero lahko vam ful povzroča težave, pa vam ne bo všeč. Lahko pač ste tako jaz, kot pač ti je v bistvu bolj kot ne vse eno, ker tako zjutraj pol več tega nimaš. To. Sem hotela reči, nekaj sem še hotela povedati. Aha, po prvi uporabi se mi je dejansko zdelo, da je bila kar tudi, pač da so bili zobi bolj beli. In pa zdaj že uporabljam okoli 14 dni, ampak nisem vsak dan uporabljala, ker sem že ful dlesni bolela, pa sem hotela malo počakati, da vidim, da če se dlesni navadijo, če še vedno gre spodaj oglje in ja, včasih gre, včasih ne. No, glavne, meni se zdi, da so moji zobi bolj beli. Tudi pač Lukas mi je rekel, da se mi zdi, da so bolj beli. Niso zdaj ono, da bi rekla, da je res to ono magična sprememba, ampak jaz nisem uporabljala, pač jaz še nisem uporabljala to dejansko 14 dni, ker piše od 7 do 14 dni, da deluje. Jaz pa sem si v bistvu zobe z ogljem tem pravila recimo 7-krat od vseh teh dneh. Zato zobno pasto sem si vsak dan, zato tem ogljem pa ne. To je ena twist stvar. Glavno, ja, meni se zdi, da so zobi bolj beli, samo niso zdaj tako ful bolj beli, ampak pač meni je všeč, jaz sem to še naprej uporabljala. To je v bistvu to, glede ocene in reviewja. Upam, da ste uživali, če vam je všeč, vam bom linkala spodaj njihovo stran. Te stvari niso poceni, ampak pač to so za Avstralije. Pač ta znamka je v bistvu za Avstralije in smo me kontaktirali, sploh ne vem, kako so me našli, ko sem še delala angleške videe, pa sem pač rekla, če lahko v slovenščini, pa sem rekla, da ni problema. No, vem, da mas v Sloveniji lahko kaj tajega kupite. Glavnem, če so noter snovi, ki so lahko dejansko nevarne, ker mogoče niso še tako preverjene in vem, da je zdaj tega 1500 teh stvari, ki ponujajo te črne, ampak jaz za toti Carbon Cocoa, ne vem, pač ne upam reči, da so bili prvi, samo jaz sem za njih prvo čula, pa že kar nekaj časa nazaj in jaz ne bi si naročila kar od nekje za 2 evra, ker je lahko nevarno. Se pozanimajte, od kje naročate, jaz bom linkala Carbon Cocoa od spodaj, če se hočete tam videti, vem, da so zdaj imeli neke popuste. In ja, oni imajo dejansko tako več kot 500 000 following na Instagramu in so verified in vse. Teda ne kupujte nekega praheca za 5 evrov, ko vam ga Facebook ponudi, ali pa na neki eBay. Upam, da ste se naučili kaj, oziroma da ste se seznanili s tem in se boste zdaj na podlagi tega lahko boljše odločili, ali si boste to kupili ali ne. Ja, to je dejansko moje mnenje, jaz ne lažem, meni je všeč, ampak so tudi neke težave z tem, tako to ni oglje v podlesni, tako da to si zapomnite. Najbolj všeč od vsega tega mi je zobna ščetka. Pač zobi so bolj beli, don't get me wrong. Tako da ja, to je to. Upam, da ste uživali in pa se vidimo v naslednjem videu. Ok, čau.